Prehajamo še na 19. točko, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022, skrajšan postopek. Predlog odloka ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti, predlagatelj župan, poročevalci pa magistr Matjaž Srša, Marija Kos in pa Bogomira Skvarča Jesenšek. Besedo ima magistr Matjaž Srša. Hvala za besedo. V letu 2022 za izločanje sredstev proračunske rezerve, ki se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, predlagamo sredstva v višini 263.500 evrov. Povečanje proračunske rezerve za 83.500 evrov pa predlagamo za financiranje izdatkov za zagotavljanje ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč in sicer z določenimi spremembami, ki so opredeljene v 3. členu odloka. V drugi točki 3. člena za zemeljski plaz Žaga pod Studenec znižujemo to investicijo za 7.500 evrov, kar je seveda posledica zaključenega evidenčnega naročila. Po 4. točko zmanjšujemo vrednost investicije za 4.500 evrov. Gre za sanacijo zemeljskega plazu po cesto Zagorica nad Kamnikom, kar je posledica zaključenega evidenčnega naročila in samih del na terenu. Dodajamo pa 3 dodatne točke po točko 6, 7 in 8 in sicer po točko 6 sofinanciranje urejanje vodotokov v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za vode do 50.000 evrov. In sicer v letu 2022 in 2023 bomo z skupnimi prostopi direkcije in ukrepi zagotovili približno pol milijona evrov financiranja strani države v naši občini. Delež sofinanciranja občine znaša 10%, zato predlagamo dodatna sredstva v višini do 50.000 evrov. Sredstva bodo na podlagi sprejetih planov se uporabile za projektno dokumentacijo, sofinanciranje investicij ter interventnih ukrepov na vodotokih na območju naše občine. Točne lokacije, dolžine saniranih vodotokov pa bodo znane po sprejetju in potrditev planov ter programov Direkcije Republike Slovenije za vode. Občinska uprava zato predlaga povečanje sredstev za to področje. Po točko 7. Sofinanciranje odprave posledic požara v Spodnjih Palovčah do višine 15.500 evrov. Konec meseca februarja je požar uničil stanovanjski objekt na naslovu Spodnje Palovče 5. Skupaj z Državnim logističnim centrom Roje in občinsko upravo smo začasno zagotovili nastanitveni objekt, katerega smo skupaj s pogodbenimi podjetji prikopili na javno infrastrukturo, se pravi kanalizacijo, vodo ter seveda z elektriko in ogrevanje je bilo tudi poskrbljeno. Predhodno pa je bilo potrebno za samo postavitev izgraditi plato. Po točko 8 predlagamo izvedbo geomehanskih raziskav in projektne dokumentacije za sanacije zemeljskih plazov do višine 30.000 evrov. Občinska uprava skladno z navodili Ministrstva za okolje in prostor in sicer sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč mora za vse zemeljske plazove, katerih globina sega preko 4 metre, izvesti geomehanske raziskave ter projektno dokumentacijo, vkolikor želi kandidirati na državnih sredstvih v smislu sofinanciranja celotne sanacije razen DDV-ja. Zato v letošnjem letu predvidevamo geomehanske raziskave ter izdelavo ustrezne projektne dokumentacije za naslednje plazove. Na občinski cesti Stovnik Cerar, pod nekategorizirano cesto v Češnicah 5, pod občinsko cesto Laze Vrhač v Tuhinju, pod nekategorizirano cesto Zagorica nad Kamnikom in plaz pod podpornim zidom pokopališča Sela pri Kamniku. Del sredstev, in sicer 6.500, pa je predviden za sanacijo zemeljskega plazu ob občinski cesti Palovče-Kolovec, ki je bila pred nekaj dnevi tudi uspešno zaključena in znaša v dolžini 10 metrov podporne konstrukcije iz kamna v betonu. Vse skupaj znaša 263.500 evrov. V 3. členu samega odloka je navedenih teh 8 točk, od tega prva točka, ki govori o preventivnih ukrepih na vodotokih za potrebe prostovoljnih gasilskih društev do 30.000 ostane nespremenjena. Tretja točka, zemeljski plaz Županje Njive do 60.000 ostaje nespremenjena in točka 5, sofinanciranje kmetijskih plazov do višine 20.000 ostaja nespremenjena. Hvala za besedo. Hvala. Odpiram razpravo v prvi obravnavi svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Besedo ima Anton Tone Smolnikar. Hvala še enkrat. Plan bo narejen torej na osnovi današnjega sklepa
in sprašujem, ali so projekti za sanacijo ceste in vode v dolini Bele v tem planu ali ne. Lani naj bi dala oziroma naročila občina izdelavo projektov, zdaj me pa zanima, ste rekli odgovorni, da potrebno projekte z vodarji vred, ste rekli tako, torej ali bo v tej kvoti kaj storjenega, kar tista cesta bo v enem delu speljala se proti ribam oziroma bo odplavala skupaj z ribami v ribogojnico. Pa še res je. To veste, ta dolina za ribičem. Hvala. In to bo to. Beseda ima magister Matjaž Srša. Hvala za besedo. Tako je na proračunski postavki 6622 in sicer govorimo o protipoplavnih ukrepih za Belščico. V letošnjem letu je bil uspešno izveden dogovor z Direkcijo za vode sektor Celje, da za leto 2022 in leto 2023 namenijo preko 200 000 evrov na tem odseku, ki zajema ureditev vodotoka na dolžini 1,8 km, seveda pa ta ureditev zajema ureditev struge, podpornih zidov in samih pragov v sami strugi. Pred nami je seveda še nekaj dogovorov za podpis sporazuma o sofinanciranju. Hvala. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022 v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena. S tem pa tudi današnja seja. Iskrena hvala za konstruktivne razprave, za sodelovanje, za podporo in pa lepe počitnice želim vsem skupaj. Hvala.